Ola, hotel sem povedati nekaj na temo, sem gledal en slovenski video, kjer se govori o dopaminu in o šolstvu, oziroma slišal sem že več videov. Naprimer, v javnosti se pojavlja ta novica, da pač ima zmeraj več ljudi probleme s koncentracijo. In z dopaminom in pač šolstvom. In sem hotel nekaj povedati na to temo, zato ker opažam nek vzorec. In bi rad povedal nekaj, kar ne izpostavlja dosti ljudi. Naprimer, v javnosti boš zmeraj slišal, da kako je tehnologija kriva, da v bistvu spodbuja to, da imamo kratko, torej vsi ti kratki videi, ne, in so to scrollanje, spodbuja to, da razvijamo kratkoročno pozornost. In ja, se strinjam, ampak to ni vzrok. Potem istočasno se strinjam, da preobremenitev z kakršnimi koli stvarmi pač prinaša to, da v bistvu si ti rataš pač navajen na to stvar in potem zmeri rabiš več, ne, ta dopaminska odvisnost. Ali kakorkoli že deluje, ta dopamin deluje pač tako, da pač ti več kot imaš nečesa, več rabiš tega, ne, zmeraj več rabiš, zato da si pač zadovoljen. Naprimer, ena taka primerjava je s porniči, ne. Več ko porniče gledaš, več jih boš gledal, zato ker več ko jih gledaš, bolj se navajaš na to, kaj te stimulira in potem naslednjič rabiš še več, da si enako stimuliran, ne. Tako delujejo droge. In govorim iz prve izkušnje v glavnem, glede porničev. In v glavnem nekaj sem hotel povedati na to temo, torej ful je teh odločb zdaj že, ne, ta ADD, ADHD, in torej, da pač ljudje se ne morejo fokusirati v stvari. In do neke mere, ja, razumem vse, kaj se govori v javnosti, ampak istočasno bi rad povedal, da pač tehnologija ni krivec za to. Tehnologija je samo ena od distrakcij, ki poslabšuje našo koncentracijo, našo pozornost, našo sposobnost pozornosti, fokusa. Dolgotrajnejšo usmerjenost, predanost nečemu, torej tehnologija samo poslabšuje, ampak ni vzrok tega. Torej, že tako šibkega človeka naredi še bolj šibkega, odvisnega. Ampak tu ne tiči problem, ne, ker jaz vidim, torej na eni strani imaš tako ful te mentalne ljudi v družbi, ki bi vse radi sforsirali z nekim treningom. In kolikor je trening do neke mere pomemben, je, ampak samo do neke mere, to ni za odpravljanje vzrokov. Trening je kot eno od prvih pomoči, kot eno od nekih varnostnih ukrepov, eno od stvari, ki jih je cool narediti v lifeu, ampak v resnici ne odpravljajo vzrokov problema. In pač, ja, po eni strani je prav, da pač nehaš gledati short form content, ne, da nehaš gledati kratke videe, nehaš konstantno scrollati in da pač pogledaš long form content, kot so naprimer moji videi, naprimer. Dobri marketing, ne. Za moj video, ne. V glavnem začni gledati moje videe, če hočeš razviti, če hočeš trenirati dolgotrajnejšo pozornost. Pač to je realno res, ne, pač trening je do neke mere res, razumem. Ampak istočasno to ni vzrok in ni rešitev. In
Torej v javnosti se ful govori, kao neki ljudje morajo v bistvu biti bolj disciplinirani, bolj delavni, bolj se morajo potruditi, bolj morajo trenirati, ker to je kao bolezen modernega časa, kjer imamo vsi polno rit vsega in pač bolj se je treba potruditi, ne. To se govori v javnosti in to govorijo naši eksperti in naši influencerji. In jaz bi rad povedal nek drugi vidik. In ta drugi vidik je, da bi se mogli malo vprašati, zakaj ljudje nimajo želje potem, da predajo svojo pozornost nečemu za dolgotrajnejši čas in pač v odgovor, da vam skrajša muke. In zato, ker je pač to, čemur predajo odgovornost, zares ni kvalitetno. Naša šola ni kvalitetna, naše šolstvo je totalno nekvalitetno, limitirano, retardirano, na bazi ponavljanja kot papiga, kjer se namesto, da bi ljudje, torej da bi imeli prostor, kjer bi osvobodili svojo življenjsko silo, kjer bi lahko bili osvobojeni in s tem celi in s tem imeli na voljo svojo inteligenco, ki jo lahko uporabijo zato, da na svoj način vidijo neke probleme v tem svetu in prinesejo svojo rešitev, kar je cilj šole. To je prava šola. Namesto, da bi tako šolo imeli, imamo šolo, kjer so vsi na isti način forsirani biti papiga. In to je kontra, ne? Kaj hočeš papigo ali hočeš inteligentno bitje. Ne? To je fora in mi imamo zdaj šolstvo, ki dela papige, nič drugega. Namesto, da bi imeli šolo, ki izhaja iz utelešene inteligence. Ne? Torej mi rabimo reformo šolstva. Pač, če pogledaš potem takem, ne, jaz mislim, da te nove generacije, ki prihajajo v svet, ki so že na svetu, so naravno zmeraj bolj uporniške. Ne zato, ker bi bile uporniške, ker bi hotele slabo, ampak zaradi tega, ker preprosto ne morejo več sprejemati tega zjebanega sistema, tega limitiranega sistema, v katerem živimo, tega zjebanega limitiranega šolstva in naših preteklih limitiranih mentalnih ljudi, ki skušajo še zmeri v tem novem svetu, čeprav se dogaja evolucija in sprememba človeka, še zmeri furati ta stari mentalni način dojemanja sveta, kjer se vse dojema skozi neko informacijo, skozi intelekt. In pač mlajše generacije imajo ta naravni odpor od tega, zato ker niso takšni več. In tudi mi nismo bili takšni. In hočem samo povedati, da namesto, da bi se forsiralo ljudi v to, da je treba bolj trenirati in bolj se potruditi in bolj je treba pač delati, namesto, da bi se nehalo to, kar ja, trening je do neke mere res, ampak trening se bo zgodil sam od sebe. Ko boš človeku predstavil prvo kot prvo okolje, šolstvo, kjer se bo lahko v celoti sprostil skozi osvoboditev svoje življenjske sile, kjer bo dosegel sproščenost v svojem telesu in mu bo ponujeno ne punjenje glave, ampak izpostavitev, biti izpostavljen življenju, kjer bo ta njegova osvobojena inteligenca lahko sama iskala rešitev do tega. Torej, ko bomo imeli takšno reformo šolskega sistema, revolucijo v šolstvu, da ljudje dojamejo to in da že na tak način vzgajajo otroke, dokler se šolstvo postavi v zakoni takšno, ker takega nimamo, ker nimamo takih ljudi, takšni so zelo redki ljudje, ki so totalno random ta trenutek, niso produkt kakršnekoli šole, ki zdaj obstaja v svetu. In hočem povedati, da pač, ko bomo to naredili, ko bomo to dosegli, ne bo potrebe več po temu, da se forsira ljudi z nekim treningom, zato ker bo že samo življenje trening. Ne? Ker kaj je trening? Trening je na kakšne navade imaš. Torej, kakšne navade obnašanja imaš, to je trening. In če bomo imeli sproščene ljudi, ki bo imeli dostop do lastne inteligence in jim bo predstavljena realnost takšna, kjer bo lahko z lastno inteligenco tisto svojo pristno, avtentično, individualno, različno od drugega, osvobojeno in zares inteligentno lahko videli in jim bo ponujena torej realnost, realni svet, brez laganja in pretvarjanja,
kjer bojo lahko razbirali, kje so laži in resnice, in torej zaradi tega, ker bojo videli resničnost življenja, resničnost problema, bojo lahko prepoznali vzrok in ga razrešili. Torej, na tak način ljudje pač avtomatsko natreniraš v to, da imajo radi long form content, da so predani stvarem, ker samo na tak način lahko stvari razrešiš, in če te nekaj zares zanima, se dolgo predajaš stvari. Če te nekaj zares zanima in če si sproščen, boš dolgo predan stvari in boš avtomatsko pozdravil to, da imaš na primer kratko pozornost v to, da boš lahko imel pozornosti, kolikor jo boš pač rabil, kolikor bo pač zahteval trenutek življenje. Ne? In torej namesto, da se forsira ljudi z nekimi motivacijskimi treningi in ne vem kaj, gremo biti jači, gremo biti močnejši, hitrejši, bolj delovni in ne vem kaj, ko to v resnici sploh vzrok ni rešitev. Nimam nič proti temu, ampak to ni vzrok in ni rešitev, gremo raje pač sprejeti dejstvo, da je treba v javnosti klicati k reformi šolskega sistema, ki je realno. Pač to, kar sem jaz začel delati, zato ker reforme šolskega sistema nimamo, sem jaz naredil svojo šolo, ker pitaj Boga, kdaj se bo ta revolucija v šolstvu zgodila, sem jaz naredil šolo, kjer se že to lahko učite, kjer lahko postanete takšni ljudje. In me lahko sistem kopira in narediš šolo po temu principu, ampak ti lahko to šolo narediš samo iz utelešenja, zato pa rabimo ljudi, zdaj še v frišni fazi, ki bojo postali lideri skozi utelešenje, zato da bomo lahko postavili takšen sistem. Ne? Ker samo skozi utelešenje lahko ti pač dojameš, zakaj se gre. To ni filozofija, kar se tu prodaja. Ne? Tu se prodaja življenje, ne filozofija. In v glavnem spremljaj moj kanal, moje videe, poglej moje pretekle videe, vsi so ažurni, če hočeš sploh razumeti, kaj govorim. In v glavnem, torej, namesto da se ukvarjamo s površinskimi stvarmi, kot so trening in odločbe, gremo razrešiti vzrok teh problemov, teh simptomov. In to je reforma šolskega sistema, ki bi poskrbela za to, kar sem že povedal, osvoboditev življenjske sile, zato da so ljudje lahko zdravi in zares inteligentni, ne pa papige, in da jim je potem torej, s tem, ko jim je nudena realnost življenja in ne neka ideologija, lahko pač zaradi tega, ker vidijo celo sliko, ker so sami celi in ker jim noben ne prikriva ničesar in lahko tudi, če bi kdo prikrival, prepoznajo iz svoje celosti, kaj je realnost, pač lahko potem zares nudijo, da svoja inteligenca, njihova inteligenca razrešuje probleme v svetu, na vseh nivojih življenja, v vseh vejah, v vseh panogah tega sistema. In to je prava šola. Šola, ki jo ti končaš po nekaj letih, si cel človek, odgovoren, zdrav in mojster svojih talentov, svojega področja. Torej človek, ki konča šolo, je takoj idealen pripadnik harmonične družbe, prispeva k temu in istočasno mojster na svojem področju. Ne? To. Revolucionar na svojem področju, ki bo zvodil vse, kar je na tem področju, upizdi in bo rešil. To rabimo, ne? Takšno šolo rabimo. No, moja šola je takšna, zato ker sem jaz tak. In v glavnem, ko bomo to dojeli, da je treba torej v javnosti klicati k temu in ne samo dajati nekih motivacijskih trening videov ven, ko bomo dojeli, da je treba torej klicati k reformaciji šolstva, ki je vzrok in rešitev vsega, bomo pač usmerili svoj fokus v prave smeri, prave stvari. Ne? Samo na tak način mi lahko dosežemo, da torej ljudje nimajo več bolezni, da nimajo več simptomov, zato ker bojo celi in istočasno je šolstvo, ki
omogoča pač izraz življenja. Ne, mi nismo roboti, ki sedimo in se nam puni glave. Prav kot prvo, fantje in punce se drugače obnašajo. Ne moremo vsi isto sedeti, če je na primer curicam lažje sedeti, fanti bi se pa najraje divjali. Jaz koliko se spomnim na primer svojo osnovno šolo, curice so zmeri sedele in bile pridne, tipi smo zmeri divjali po svoje. Ne? Zmeri je bilo tako. In pač takšno vedenje je normalno za otroka. In hočem povedati, dokler se pač šola ne bo temu prilagodila, namesto da se to limitira in te ukalupira in se pol zaradi tega represije, ker moramo živeti po nekem kalupu, se dogaja represija življenjske sile, zaradi katere potem pride do vseh problemov. Kako pa lahko imaš pozornost, če tebe v življenje sili v neki izraz, kakršenkoli, in ti cel cajt to tlačiš. Torej, ti imaš cel cajt v svoji lastni izkušnji toliko obremenitve, da ne moreš dati nikamor drugemu fokusa, ker ti tvoja obremenitev jemlje ves fokus. Kako lahko nudiš čemorkoli v življenju fokus, če si tako obremenjen in ti ta obremenjenost vleče ves fokus? Ne moreš. In tukaj klicati k treningu se mi zdi ful nasilno do ljudi. Pa to ljudje delajo pod dobro idejo, ne, pod dobrim namenom, kao. Gremo trening in ne vem kaj, ne. V resnici, ko ni fora trening. Ni fora trening, ali pa pač, da se sprejema zdaj, da ti imaš to bolezen in te simptome. Treba je to odpraviti, ne. Torej, hočem povedati, curice so lahko mogoče sedijo, fanti so mogoče bolj agresivni in je temu treba prilagoditi šolo. Ne pa, da se ljudi limitira in potem zato, ker so limitirani, je toliko teh simptomov, te limitiranosti in se potem pač zaradi teh simptomov to tako razrešuje, da pač se ti da neko odločbo. To ni nobena rešitev in pol si psihologi izmišljujejo bolezni za te ljudi, ko v resnici je pač problem, represija življenjske sile. To je eno, ne? Torej, reformacija šolskega sistema, trening ni rešitev, trening je cope, je zato, da greš pač lažje čez to, ampak v resnici na dolgi rok to ne deluje, ker ta trening je samo še nekaj dodatnega v lifeu, kar te bo obremenjevalo in na dolgi rok te bo izčrpalo. Na kratki rok boš imel mogoče rezultate, ker mi lahko dosti stvari izsilimo. Na dolgi rok boš še bolj spraznjen in še bolj izčrpan in pregorelost. Torej, mi moramo olajšati življenje ljudem, ne pa ga dodatno bremeniti z nekimi metodami in treningi in spodbujanje k večji vztrajnosti. Mi smo preobremenjeni v tem sistemu, to ni normalno, da živimo tako hitro in obremenjujoče življenje. In da se hvališ, da si sužen, da imaš 1000 metod in treningov in da delaš 16 ur na dan. Torej, reforma šolskega sistema se mora obvezno zgoditi. To je prva in poglavitna stvar, tako pomembna, da sem jo sam začel. Dokler se bo vzpostavila v sistemu, uzakonila in reformirala zares na praktičnem prizemljenem nivoju, tu je že, dobrodošli v njo. Hvala, Uroš, ni panike. V glavnem, to je rešitev, torej osvoboditev življenjske sile je rešitev vseh problemov, reforme šolskega sistema, vseh odločb, vseh simptomov bolezni, vseh bolezenskih stanj, dostop do prave cele inteligence in s tem razrešitev vseh problemov sveta. Torej, mora se nehati klicati k treningom, k temu, da se mora zapreti dostop od ljudem, mladim do mobitela, do teh aplikacij in vsega, ker kaj je v resnici problem? To je vse samo orodje, to ni problem, ne? Če bi mi na telefonu, na aplikacijah, s tehnologijo, torej imeli regulirano ne ta dostop do tega, ker to ni nič, ti si odvisen od droge in ti boš zdaj pač to drogo limitiral.
To ni rešitev, ne? To ni rešitev problema, da ti limitiraš drogo, da ti limitiraš neko odvisnost. Ja, do neke mere je trening in je neka regulativa, ampak v resnici to ne odpravlja problemov, ker pol boš mogoče še bolj napadu na to tehnologijo in navalu na scrollanje in ne vem kaj. Ne? S tem, da pač izločimo, ja, do ene mere je treba izločiti, ampak na ta način, kot se mi zdi, to gremo, torej je izločanje samo zato, da se lahko soočiš samim sabo, zato da bi potem pač imel odpravljeno to navezanost na tehnologijo, ampak če mi nimamo sistema, če mi ne kličemo k temu, da odpravimo vzroke, to reguliranje tehnologije ne bo prineslo rezultatov. To reguliranje tehnologije je samo prvi korak, potem se moramo pa k vzroku postaviti, kar je osvoboditev življenjske sile in postavljanje reforme, torej šolskega sistema na bazi tega, osvoboditve življenjske sile, ki je rešitev za vse probleme. In potem boste videli, da nobenih regulativ več ne bo rabilo biti glede tehnologije. Zato, ker človek, ki je spontan in ima vsega, kar pač rabi, ima z vsemi stvarmi v življenju harmoničen odnos. Je njegovo notranje stanje odraz tega, če si ti potešen, ne bežiš več k ničemur, ne buliš več vse te pizdarije tehnologije. Mobitel, ne? Ali karkoli drugega, porniči, naprimer, ali pa odnosi, karkoli. In torej treba je klicati k reformi šolskega sistema, treba jo je uzakoniti in to se bo zgodilo ne na mentalnem nivoju, ker bojo eni ljudje prepoznali, da je to fajn, da je to treba narediti, ampak skozi utelešenje. Mi ne bomo postavili reforme šolskega sistema skozi glavo, samo skozi telo bomo. In zato rabimo take ljudi, ne? Tega ne bo postavil mentalen človek, utelešen človek bo postavil reformo šolskega sistema, ne mentalen. Če ne pridemo nikamor. Ker pol bojo spet iskali, kaj je treba narediti, kakšen sistem mora biti. In samo utelešen človek ve, kakšen sistem mora biti, ker ve, kaj deluje. Ker samo nekdo, ki ima utelešenje, pomeni, da ve, kaj deluje. Skozi glavo ne moreš vedeti, kaj deluje. Ne? Ti lahko splaniraš, kako boš si postavil svojo sobo, kaj boš zgradil in kaj boš naredil. Ti lahko tle stuhtaš 1000 stvari in lahko si misliš, da je perfektno in rešitev. Šele pol, ko boš imel izkušnjo tega, boš videl, kaj deluje in kaj ne. Kaj prinaša trajnostne rezultate, kaj je zares delovalo. Kaj prinaša harmonijo. In dokler je ne živiš, dokler je ne poseduješ, je ne moreš nuditi nikomur. Zato je moja šola namenjena vsem ljudem in pač predvsem temu, da pač se vzpostavijo v družbi ljudje, vodje, kot jaz. Vodja pomeni nekdo, ki vidi skozi utelešenje, ki lahko slepe ljudi naredi vidne, videče. Zato, da lahko postavimo tak sistem. Tako da kličite k reformi šolskega sistema, ne pa treningom in regulaciji. Trening in reguliranje tehnologije ni nobena rešitev. Če mi hočemo odpraviti probleme, rabimo reformo šolskega sistema, ki bo poskrbela za zdrave in opolnomočene ljudi. To je odpravitev vseh vzrokov in istočasno rešitev za vse probleme, kjer bomo končno lahko skozi utelešenje na spontani način imeli cool odnos z vsem v življenju. In ne bo potrebnih nobenih pravil in regulativ in ne vem čega. Vse bo razrešeno, ne bo se treba ukvarjati več z ničemer, če imamo šolo, ki bo omogočila zdrave ljudi. In tega mi nimamo. Šolska reforma je najpomembnejša stvar, o kateri bi bilo treba govoriti, ne gospodarstvo. Ljudje govorijo o kešu, o firmah in teh stvareh. Ne? Šolska reforma je glavna stvar. Šolska reforma je najpomembnejša stvar v našem človeštvu. Zato, ker nam bo omogočila zdrave ljudi, pravo inteligenco. In to nam bo omogočilo razrešitev vseh problemov.
finančni sistem, to, da ga prestrukturiramo, ali pa da gospodarstvo, podjetja, zakone, sodstvo in ne vem kaj prestrukturiramo, to ne bo nič spremenilo, če ljudje znotraj tega niso spremenjeni. In torej mi rabimo šolstvo, ki bo spremenilo ljudi. Šolstvo, ki bo spremenilo ljudi v takšne, ki bojo močni, v močnosti, v moči povezani, ki bojo lahko gradili skozi utelešenje, iz utelešenja, svet, ki bo omogočil utelešenje. Torej na praktičnem nivoju, na prizemljenem nivoju, trajnostne rezultate, strukturo, ki bo usmerjala v evolucijo človeštva, ki bo prinašala trajnostne harmonične rezultate, ki se jih ohranja iz spontanosti. To je to. To je vse, kar rabimo, in ko bomo imeli takšne ljudi, ki bojo končno v integraciji, v integriteti, bo porihtano vse. Vse se bo porihtalo. Ker kot vemo, vsi vemo, orodja niso problem. Orodja niso problem. Problem so ljudje, ki izvajajo in živijo ta orodja. Ljudje so problem, ne orodja. Vsi politiki, ki govorijo o orodjih v tem svetu, nimajo pojma in ne vodijo nas v nobeno svetlo prihodnost. Ne vodijo nas v nobeno zapuščino. Gre se jim za neko priljubljenost in neko parletno reguliranje. In to je to, nič drugega. Kdor ne govori poglavitno o šolski reformi in vleče ideje o tem od utelešenih ljudi in da sam doživlja to utelešenje, dela na tem, da sledi svoji življenjski sili. Poglejte si moj video, o čemu govorijo. Kdor tega ne dela, nas ne vodi v zlato zapuščino. Nas ne vodi v zapuščino, kjer bi mi zares delali za svoje ljudi, kjer bi človek delal za močno skupnost, kjer bi Slovenec delal za Slovence. Ne? Vsi tisti, ki si rečete, da ste domobranci in za Slovenijo. Če ne govoriš o temu, ne delaš za Slovence. Če ne govoriš o reformaciji šolskega sistema, ne kličeš k zaščiti slovenstva, ker samo to ga bo zaščitilo. Ne bo ga zaščitilo slovenstvo, ampak zdravi ljudje. Ker samo zdrav človek, ne mislim samo fizično zdrav, ampak na vseh nivojih zdrav, celostno, karakterno, energetsko, psihološko, fizično, na vseh nivojih zdrav človek je zares opolnomočen človek. In mi rabimo opolnomočene ljudi, opolnomočene Slovence, ker Slovence že imamo in torej slovenstvo ni združeno za voljo slovenstva. Mi imamo Slovence, ki se znotraj slovenstva ne prepoznajo kot bratje in sestre. Torej slovenstvo ni odgovor. Nema veze, koliko je domobranski ali nacionalist naš vodja, to ne garantira ničesar. Vse, kar nam garantira našo zlato zapuščino, zlato slovenstvo, v tem primeru, na primer, je šolska reforma, ki bo poskrbela, da imajo ljudje dostop do osvoboditve življenjske sile. Torej, samo če hočeš to narediti, si res želiš zaščititi življenje, zaščititi Slovence. Če kličeš k taki utelešeni šoli, reformi šolskega sistema, samo na tak način dokazuješ, da res hočeš zaščititi svoje potomce, svoje zanamce, svoje Slovence, ljudi. Ker to je vse, kar je problem v tem svetu. Bolan človek in nič drugega. Ampak ne bolan v smislu, da rabimo farmacijo ali medicino, ampak šolstvo. Ki ne terorizira ljudi, ki ne naredi ljudi papige, ampak jim dovoljuje, da so celi, razbremenjeni, sproščeni. In samo na tak način vsi vemo, da samo na tak način se lahko zares učiš in imaš dostop do inteligence. Tako, jaz sem hotel malo povedati, ker čujem influencerje in psihologe v naši družbi, kako govorijo, da v bistvu ne poznamo, kaj je vzrok naših problemov, ko je jasno kot beli dan, samo utelešenim ljudem,
vidite, koliko vredno je utelešenje, kakšna inteligenca je. In tisti, pol neki influencerji, ki kličejo cel cel k nekim treningom in motivaciji, ko ja, motivacija je pomembna. Trening je do neke mere pomemben, ampak to niso rešitve. Tako da sem hotel zajeti to idejo o tem, da kao ne poznamo rešitve, da ne poznamo vzrokov, ne vemo, kaj so rešitve in to forsiranje z neko delavnostjo in ustrajnostjo ni rešitev. Sem že povedal, kaj je rešitev. Samo na ta način, v glavnem, lahko zagotoviš, to je dokaz, da hočeš ljudem dobro, da jih hočeš zaščititi, da jih opolnomočiš, ne? Samo na tak način si se dokazal kot lider, ki res hoče svojim ljudem dobro. Nič drugega ni dokaz. Nobena sprememba v financah, manjši davki in ne vem kakšne bedarije niso dokaz, da hočeš Slovencem, ljudstvu dobro. Nič drugega. Kot to, da se razbremeni človeka, osvobodi človeka, življenjsko silo, s tem se razbremenimo vseh problemov in imamo dostop do inteligence, ki lahko zaceli cel svet. To je to. Se vidimo v naslednjem videu.